Na nedavni skupni seji Strateškega sveta za politiko energije in Strateškega sveta za politiko graditve in urejanje prostora smo potrdili stališča Gospodarske zbornice do predloga nacionalnega energetskega programa do 2030 in se opredelili do nujnih ukrepov za pospešitev konkretnih energetskih objektov na reki Savi, s katerimi slovensko gradbeništvo in celotno gospodarstvo pridobi potreben zagon. Nacionalni energetski program ocenjujemo v predlogu, kakršen je bil pripravljen do srede oktobra lanskega leta, kot dober dokument za nadaljnjo razpravo, potreben pa je določenih sprememb. Ocenjujemo, da je temeljno izhodišče rabe energije, zlasti električne, ocenjeno prenizko, da so velike ovire za njegovo realizacijo, prevelika usmerjenost v obnovljive vire energije, brez ustreznih prioritet in s premalo sredstvi, ki jih potrebujemo za njihovo realizacijo. Nacionalni energetski program je pripravljen kot razvojni dokument za področje investicij v energetiki, bolj kot dosedanji dokument pa bi moral naslavljati širši gospodarski razvojni okvir. Nacionalni energetski program mora usmerjati v pogoje za zagotavljanje trajnostne, konkurenčne oskrbe z energijo in čim manjšo uvozno odvisnost na tem področju, ker je to eden bistvenih pogojev za konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Na drugi strani pa mora dajati tudi jasne smernice industriji, da se lahko z znanjem, vlaganji v tehnologije pravočasno pripravi za realizacijo ključnih investicij na tem zahtevnem področju. Ena bistvenih ovir za realizacijo nacionalnega energetskega programa, že sedaj iztegajočega se in tudi bodočega, je umeščanje objektov v prostor, ki trajajo v Sloveniji od 10 do 15 let, kar je najmanj 2 do 3 več kot v primerljivih državah. Zato pričakujemo, da bo nova vlada ukrepala v smeri preseganja ovir na tem področju, ki se tičejo tako organiziranosti in delovanja resorjev znotraj ministrstev, kot tudi vključevanja civilnih javnosti, stroke, take in drugačne v te postopke. K premoščanju ovir oziroma k realizaciji ciljev nacionalnega energetskega programa, tako na področju industrije kot področja energetike, prometa in tudi ostalih dejavnosti lahko bistveno prispevajo tudi takšne institucije, kot je Gospodarska zbornica, da prenesemo cilje zapisane na papirju tudi v dejansko prakso. To je naš skupen izziv, tako za vlado, za gospodarstvo, širšo in za energetiko in seveda tudi za nas, ki aktivno delujemo v Gospodarski zbornici. Ja, nacionalni energetski program je ta temeljni dokument razvoja energetike v prihodnje. Pripravlja se že relativno dolgo in je bil tudi zelo veliko razprav je bilo v zvezi z nacionalnim energetskim programom. Začeli smo z pripravo zelene knjige za nacionalni energetski program, kjer je prišlo ogromno pripomb, ki so bile potem pri pripravi samega programa upoštevane. Ta osnovna rdeča nit vseh pripomb je, kako narediti ta program izvedljiv, čim bolj izvedljiv. Vsi se seveda zavedamo, da izvedljivost ni samo stvar nekega dokumenta, papirja, ampak da je izvedljivost seveda potem tudi naprej, kakšen odnos bodo imeli različni deležniki do tega dokumenta v prihodnje. Predvsem pa bo ključno to, kako se bo vodilo izvajanje tega programa v prihodnosti. Kar se tiče izvedljivosti NEP-a, ki je današnja tema,
se pojavlja veliko pomislekov glede samih ciljev NEP-a, kako ambiciozno so zastavljeni, ampak po drugi strani je pa ogromno pripomb, da so cilji, recimo okoljski cilji NEP-a, premalo ambiciozno zastavljeni. Drugi del javnosti pač bi si želelo še bolj ambiciozne cilje glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Tako da lahko rečemo, da smo pri pripravah projekcij rabe energije dovolj realni, temeljijo na podrobnih analitičnih predpostavkah, ocenah potencialov in pa ocenah stroškovne učinkovitosti različnih ukrepov. Tudi v preteklosti so se projekcije izkazale za relativno točne, metodologijo imamo pa preverjeno za strani mednarodnih recenzentov. Kar se tiče finančne izvedljivosti NEP-a, je velik del javnofinančnih sredstev za izvajanje NEP-a zagotovljen že z obstoječimi mehanizmi. Vsi ti mehanizmi so v takem okviru, da ne obremenjujejo pretirano gospodarstva. So pa tudi načrtovani novi finančni viri, zlasti bo pomembno zagotoviti čim večje črpanje evropskih sredstev v finančni perspektivi 2014-2020 in to za različne namene. Kar je izrednega pomena je to, da NEP podpira priložnosti tudi za gospodarstvo kot ponudnike tehnologij in storitev, tako imenovanih zelenih tehnologij in storitev in zaradi tega bi bilo tudi zelo važno, da se doseže soglasje tudi na tem področju trajnostne energetike, zato da se potem da ta NEP pomeni neko stabilno okolje, da bo lahko gospodarstvo načrtovalo tudi to ponudbo svojih izdelkov in storitev na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov. Kot vemo, so zelene energetske tehnologije ene najhitreje rastočih trgov in torej energetski program ni samo energetski program, ampak je tudi priložnost za poglobljen gospodarski program na področju zelenih energetskih tehnologij. No, danes smo obravnavali ta nacionalni energetski program oziroma osnutek, ki je pripravljen, ker je tudi bil v širši razpravi v lanskem letu in seveda podali tista mnenja gospodarstva, usmeritve, ki bile potrebne za slovensko spodbudo pravzaprav nastajanju novih investicij. Izpostavili smo posebej probleme umeščanja v prostor, hitrost odločanja in pa seveda uporabo domače industrije za te namene. Menim sam osebno, da so subvencije, ki so namenjene pravzaprav alternativnim virom energije, tisti element, ki bi ga mogli usmeriti bolj v učinkovito, ekonomično učinkovite nove vire, predvsem mislim na hidroelektrarne na srednji Savi, pa tudi najbolj učinkovito investicijo v drugi blok jedrske elektrarne. Naš namen pravzaprav je iskati priložnosti tudi na uporabi domače industrije pri izdelavi oziroma pri izgradnji in tudi obratovanju takih objektov, ker se premalo zavedamo, da pravzaprav s tem pospešujemo širšo gospodarsko rast.